No, jaz sem danes pripravil za nas in za vas dve strašne zgodbe. Niso tako dolge, so kratke, tako da so take poslušne. No in bom kar začel. Ajde, editor, zatemni zdaj zaslon. Narej tako scary, spooky. Oče leži v postelji. Tukaj bi mogel priti naš jingle, samo ga še nimamo. Let's go! Dober dan, dobrodošli za enočlani podcast, like, comment, share in subscribe, najboljši podcast v Sloveniji, Rimanič, Jure, člani Halloween, strašno, dober dan. Ja, kot vidite, so bili po noči pajki tukaj. Ti imaš malo te pajčevine na brkih. Kjerih strani? Tle. To? Ja, te pol brke imaš bele. Še? Ja. V glavnem, Jure, lahko bi kaj počistili, ki imamo toliko pajčevin. Ja, ni prišla čistilka in pajki so bili tle čez teden. They were working hard, moram priznati. Koliko mreže misliš, da lahko pajk sproducira v enem dnevu? Veš, da ne vem. Jaz sem včasih videl pajka, ki kar spusti to mrežo full. Ja. Kaš poiskal fakt? Bom vprašal. Zdaj smo vprašali našega ChatGPT-ja in pravi, da pajke lahko dnevno proizvedejo med 20 in 60 metrov svile. Samo to so sviloprej, ne pajki. I don't know. Mislim, kaj sviloprej, kaj je pajk, to pa ne vem. Ja sem rekel, dej mi cifro za pajka in... Pečevina ni svila, I guess. Al? Ne. Kaj pa, če se to samo tako reče? Ja, lahko tudi. Neki znanstveni izraz za ne vem. pajčevino je svila, pajkova svila. Not sure about that. Pa kaj, vsej ni mreža. Mreža je polko mrežo narediš. Ni da izriti mreža. Mogoče res, ja. Vse Mreža svilo narejena preka. iz svile. Ja. Take nitke. V glavnem, pajki do be working, ne? Kako je bil kaj tvoj teden, Jurček? Moj teden... nič posebnega v bistvu. Še vedno se ukvarjam s to Azijo, s potovanjem. Drugače pa nič takega. Pobiral sem te oljke. Pobiram te oljke že 3-4 dni zapored. 100 jih je, včeraj sem vprašal, 100 oljk je. Kaj te tle, ali še kje? Ma še ena njiva je dol. 100 oljk sem pobral in ti je mogel priti pomagati, kot si rekel, da boš, ne? Nič nisi rekel, plus baje imaš grablice, ki je za 7 ljudi. Ja, rekel sem. In, rekel si mi za soboto in soboto me ni bilo. Ja, ja. Lahko bi prišel pomagati, ne? Ker glede na to, da si tukaj v studiu, da imaš vse benefite, bi lahko prišel pomagati. Če bi rekel, bi prišel. Ja, ja. Ti si rekel soboto in soboto me ni bilo, lepo prosim. No, v glavnem, ja, pobiral sem te, boli me malo vrat, ki sem nostal gledal gor, grablice. Ko se družim s tabo. Kaj, ja. Ja, Jure, kdaj bomo snemali podcast? Tako, ja, nabrali, mislim, da smo, koliko je bilo? Približno, mislim, da okoli 1 tone. Ja, ja. Moti moje, polmaster, jaz sem komado dolg. 1 tona oljk in to lahko pride tako med 130 in 150 litrov olja približno. Tako da ja, bilo kar dela, no. In s temi grablicami se res da hitreje, tako da bilo cool. Smo pa imeli, vse punce so nam pomagale, tako da no, bilo cool. Imate veliko družino fantov in zdaj vsi imate +1, ne rabiste drugih pomočnikov. Oni si morajo prilastiti to del v družini, ne? Prav je, da oni pridejo tam pomagati. Jep. Ok, gremo naprej. Jaz sem bil ta teden v Trstu, sem peljal mamo v shopping in pol sem jo peljal na aperolčka. Najbolj škif aperol, ki sem ga pil v lifeu. Kje pa? Piazza Unita, če je ob strani uni full drag bar. Cafe di Specchi? Ja, na koncu, preden zaveš v ulico, uni na robu na koncu, tam sem pil najbolj škif aperol. Toliko je bil škif, da smo ga naučili, pa z mamo naredili en požirek, se pogledali in se rekel, mama, zdaj bom mi to plačal in gremo, ker what the fuck je to. Take smeti so. Kaj uni na vogalu, kjeri, ne vem, kjer je to. Veš, ko greš tako, zdaj, na levo. Če za mano je more in pred nami je pijača. Ja. Tam je uni bogat bar, ja. In pol zaveš tam v ulico naprej, ki je bata in trgovine. Ja. In preden zaveš v ulico je še en kafič tle tako na robu. In ta kafič tle na robu smeti. Kako je lahko slabo aperol? To pa je čudno, mislim, da je slabo. Veš, keški feca. Grenko brez okusa, brez mehurčkov, brez... Kaj niste rekli?
Nič. Sem mu rekel, član, kaj je to? In tip me je gledal. Ja, perol, sem rekel, projega, maba, to je škifeca. In je bil, ja. In sem rekel, dobro, taj kekec, plačamo in aj čau. Mivo, nisem še imel slabega perola v Italiji. Ta je bil meni prvi. Zato, ki jaz se spomnim, sem s tabo nekam hodil na perolčke in sem pil taka perol. In to sem bil, kako da fuck je to komu dobro, maba. Kaj tam, kam smo hodili na perolčke? Ne vem, nekaj sem peljal, ki tudi je bil tak škif. In Jaz sem pol, te peljal, kjer je bil škif. ja, in pol sem, ali pa si ga ti naredil doma, ne vem. V glavnem, se spomnim, bilo je škif, in sem bil, what the fuck, Jura, ti to piješ? In pol še enih parkrat smo šli v Italijo, na dober perol in na perol je vajbič. Če je dober, je vajbič. Jaz ne vem, zakaj noben v Italiji, to je meni crazy, nima limončelo šprica. Pač kamorkoli grem naročiti, limončelo špric ga ni. Pa ni to bolj poletno? Kaj je perol ni? Pa perol je all season, ne? Ampak nimajo, nikoli nimajo pač. Nikoli nimajo. Si tako specifično. Pa ni. Misliš? Pa ni. To je zdaj full in bi lahko imeli vsi ta limončelo špric, pa ga nimajo noben. Nikoli ga nimajo. Je, to je res vibe, to je dobro. Čudno. Ma limončelo, to se ima po barih? Veš, Ja. to je del... To je vse liker pa- pač, liker. Ja, ma, Vsi imajo. ajde, da imaš gin, vodko, jack neki, ma... Veš, kaj meni tu je zanimivo, glede na to, da je v Italiji Aperol na 4-5 evrov, v Sloveniji je tako 7+. Ja, 7,80 tudi. What the fuck, stari, ono, zakaj? In še ni to to. Pa in še res ni to, ker Ni da je to to. radensko, pa da ono pa ni, pa res je zanimivo, da je v Italiji 4 evre špric, Aperol in je močnejši kot v Sloveniji, ki je recimo 7-8 evrov. Sem pa študiral, Italijani fiks naredi to dobro, ki imajo sodo na šprico, Ja. Imajo In- dozirno, vejo. zmeša po moje vse lepo, plus mehurčki gre lepo povsod. In če ni to na šprico, če po moje kaj iz boce, ne rata tako dobro. Oni, sem res imajo vsi v Italiji tisto, Ja. tisto pištolco. smo bili na Aperol to Barkolani? če posede. Smo naučili aperol tam na enem štantu, veš, tipo šotor, 5 evrov, Ja, še sem pričakoval, da je bilo več kot 5 evrov, ne recimo. 5 evrov, Ja. eden boljši, ki sem jih pil. Ja. Prav, vajbič. 5 evrov se mi zdi, da je poštena cena za Aperol, ne več kot 5. 4 do 5. Ma za vse drinke, tako 5 evrov je kar ajde, dej. No, ajde, recimo edini drink, ki mi je bil res dober, ki je bil dražji, je bil tam, ko smo bili s Perotom, kaj je bil, dirty whisky, ali kaj je bilo neki ono dirty, Martini? ne, ki smo bili v Portorožu, v kakao tu. Ja, nek koktejlček. Kaj je bil dirty? Dirty Amaro? Ne. Vsi tri smo imeli nekaj drugega. Ja, ampak je bil v bistvu, Ono je bilo ono je bil full dober drink. Ono je bilo ful Sour, whisky sour. Ni bilo whisky sour? Menda. Ja, Full dobro. In 3 različne okuse, ne? Ja, in ono je bilo full dobro. Ono je bil res dober drink, veš, da bi si ga prav naredil. Ne, oni so bili res Res so bili dobri. dobri drinki. Ful so bili dobri drinki. Une mimoze niso bile toliko meni. Ja, ma oni whisky sour. Oni so bili bangers. Whisky sour je bil res. Prav ono, dosti krat sem razmišljal, da bi to spet pil. Samo sem pozabil ime, zdaj sem se spomnil, whisky sour je bila. Vam pravim, sadni koktejlčki. Samo kaj, whisky sour je whisky, pa to niko, kaj je to nima veze. Ne. Ja, če je imelo notri še neki od Ja, ma dobro, sadni. 3 različne sirupe. Ma to ni sadni koktejl. To se šteje kot sadni koktejl, alkohol je neki sadje, sadni Whisky koktejlčki. sour je po mojem neka soda, torej neka neka Coca-Cola. Ni bilo alkohole, član. Ja, po mojem, ja. Če smo imeli prozorne drinke, Pol pa neka ti soda. si imel tipo, jaz sem imel roza, on je imel rumeno in ti si imel rdeče, ali nekaj tako foro. Pol je pa soda neka. Sigurno. Nek oral, neki tako ostane, neko pomarančno. No. To in neki da zakisli in je bilo full dobro. Ful je bilo dobro, ni whisky sour. Glavnem, šarout, kakav Portorož. Prav moram pogledati, kako se naredi whisky sour. Tako da ja. V glavnem, zdaj pa Jura, že ki smo na takem halloweenskem setupu, povejte našim dragim poslušalcem, kaj imamo pripravljeno. In nič, prvo bomo malo povedali, iz kje izvira Halloween. Ne? Dobro, dajmo na hitro. No, Halloween izhaja iz keltskega festivala Samhain, ki je pomenil konec poletja in začetek zime. Ne? Tako da to je bila fora in v bistvu so verjeli, da se na ta dan meje med živimi in mrtvimi zameglijo, kar omogoča duhovom, da se vračajo na zemljo. Sčasoma se pa je festival preoblikoval v običaje, kot so oblačenje v kostume, izrezovanje buč in obdarovanje. Vibe.
Tako da ja. Zato bistvu- še danes praznujemo. To je ta keltski izvor, torej, kar smo ugotovili je, da je v bistvu to kot nek preklop konca poletja in začetek zime, samo kaj, to je kaj pa je razlika med tem in pustom, če tako pogledaš? Ja, pusti je zime na spomlad. Kuranti odganjajo zimo. A ja, točno, ja. Izrazovanje bud znanih kot Jack-o'-lanterns izhaja tudi iz irskih legend, no. Tako nekako. Okay. Kostumi. To pa izhaja iz prepričanja, da se lahko duhovi vračajo in ljudje so se oblačili, da bi zaščitili ali prevarali duhove. Ok, da so tudi oni kao duh in da duh ne prije do njih. Ja. Hello, fellow duhi. No, trick or treating se je razvil v ZDA v 20. stoletju in se hitro razširil po svetu. Trick or treating izhaja iz tradicije, ker so otroci hodili od vrat do vrat, ne? Da bi zbirali hrano ali denar v času praznovanja Samhaina. Sčasoma se je ta praksa razvila v današnji običaj, ker so otroci oblečeni v kostume in prosijo za sladkarije. Izraz trick or treat pomeni, da če jim ne daš sladkarij, lahko pripravijo kakšno potegavščino. To je najboljši dan za pedofile. Ojoj. Dostava na dom. Se ponovno so starši zraven, hvala Bogu. Ja, ampak zanimivo, ne? To je v bistvu trick or treat. Ja. Če ne daš, jaz nisem vedel, da v bistvu to fora, trick or treat, ja. Ja, Ali kakšna vse je v imenu. Trick Ja, or samo nisem treat. nikoli tako razmišljal, da je pač to Če fora, ne daš, če ne daš, fukaš. to je zanimivo. Ja. Daj si Tako ti da- na zadnje rezal bušo. Ti režeš buče. Nekaj let je že minilo od tega. Kaj ziki imaš punco, boste bili kjuci, pupsi, pa boste šli malo zrezati. Vem, če si bo ful želela, lahko kaj. Okay. Ni tako grozno spet izrezati eno bučo, ne? Meni je problem samo, kam jo dati. Veš, ti si v bloku, sem v bloku. Če nimaš hiše, če si v hiši, jo daš tam pred vrata. Ja. Kam Se daš bomo bloku? zrezali po moje pri mojih doma, ali kaj, če že ne. Ok. Tako da ja. Dobro, zdaj vemo, zakaj je Halloween in kaj je Halloween. Ja. Zdaj pa, Ti si izrezoval bučo? ja, ma davnega leta. Ti si res blokar. Ti imaš vso družino v blokih. Kaj ni res? Ja, obe Ja, none, ja. jaz. Jaz sem vedno bil v bloku. Zanimivo. Blok life, Jaz pa samo jaz sem v bloku. Ti si cel life v bloku? Ne. Jo, kaj ne? Ne, jaz sem živel gor na Škofijah. A si živel tudi gor? Ja, bolj. Sem v sobo gor. Ampak noben drugi pa ni živel v bloku v moji družini. Sorry ti. Paketar, sorry. Še drugo. Nona bajto, nono bajto, teta bajto, stari bajto. Sorry ti, rich pants, magi over here. Kaj ti si v bloku, celo tvoja familija. Je pa ne, zanimivo, ne? Ja, zanimivo. Kako imaš bogate starše in ono te. Ne mi je zanimivo, da pač Res je si zanimivo. v bloku. Se če bi prodali stanovanje v bloku, bi lahko šli v eno hišo. Nikje, gor nekam, Ja, fucking divači mona. na Kozini gor. Ja, mi smo gledali, veš, da najdemo kakšne pune žabare, da jim prodamo stanovanje, si lahko kupimo. Ne vem, eno koliko je tam bajtico. vredno, tam pri vas Markovec, kakšnih 200, 200 jurjev. Altruke, član, garažna Koliko je- hiša, koliko je šola, veliko? trgovina, pošta, Dobro, to vse v nimate vse džiru. vi. To ima moje stanovanje. Ne, to nima, to je stanovanje. Razgled. Češ, Kaj nima? Koliko je veliko, koliko je veliko? Meni da je 70, 80, 90 nekaj tako. Kaj zdaj? To je razlika full. Meni da je 80. Če Bom rekel 80, vmes. čakaj, vi imate Bom rekel vmes. spalnico, dnevno sobo skupaj, ti imaš svojo sobo, oni imajo svojo sobo kopalnica. Pa po moje je tam ko moje. Pajza, dnevna, kuhinja, Ko balkon. jaz bi rekel, da je njih 70. Ali pa dobro, če 75. Balkon, Ej, ko se malo, šteje malo. balkon, ki imate zagrajen balkon. Ti Ne? pravi malo tako, ne vem. Po moje tam 250 ur bi se dalo dobiti. Altruket, pravim razgledič, oni razglediš, daš enega 100 jurčko, Dobro, samo tam je garažna geto, ne. hiša. Kaj, garažna hiša ni vaša? Imaš parking zraven. Ja, ok, Jure. ampak ni kot da bi prodal parkirno mesto, ne? Sej ni da prodaš parkirno mesto, ampak eni bloki v Ljubljani, kje boš ti parkiral avto. Ja, moraš imeti svoje parkirno mesto. Ja, no ti pravim, imamo fucking garažno hišo, parkiraš lahko na 3-4 štukih. Ja, Imamo trgovino čez cesto, Vsi bus je ostali, pred cesto, vsi ostali. šola je pred cesto, Le, veš kaj ne pred boš, cesto, čez cesto. lahko prodaš Pošta, stanovanje vaše, prodaš frizer. stanovanje od none,
Ja, si smo študirali. Ja. Ma ni nič pametnega za najti. Ali da je kaj pametnega za najti. Veš, kaj so drage bajte? In kaj bom šel v spodnji duplek, mona, dej Lahko si nehaj. kupiš parcelo pa zgradite, ne? Ni. Kaj ni parcel? Nič. Veš, kaj so drage, Jure? Član ni. Kaj pametnega smo gledali, ni? Rečino ni darinki, če prodaj. Darinka. Ona je bila pametna, da je nabavila za celo familijo, ne? Bro has many. Članka je rekla, moja generacija stoji na meni, ne, piš, da moram zrihtati. Ja. Ne. Ona vam je zrihtala lepo. Ja, ma dobro, sej. Ne, point je, da po mojem vsaka generacija doda nekaj. Mislim, kar živiste vsi na Darinki. Veš kaj je furzenje, to sem enkrat, ne, ni raz. Kar sem enkrat, je bila fora, ne, sem prebral. Mislim, ti imaš tako 10-20 generacij familije za sabo in kaj? Vsi začnejo z nule. Veš kaj mislim? Kaj ni to crazy, to ko pomisliš? Kaj so delali vsi generacije, kaj so dali vse? Ja, evo, jaz na primer vem, moj nono je imel celo posestev dol v Istri. Ja, problem je družina, ker je več otrok. Pol, ja, ne, moj nono vse pustil bratrancu. Celo kmetijo, hrib. Zakaj tebe čisto izbacil? Sej, sem bil, fak je rekel, pa se jaz se to ne ukvarjam, moj bratranec sam živit, on to vas sem dal njemu. Lahko imel svoj hrib in zdaj nimam svojega hriba. Prav tebi nič, ali kaj? Prav rekel, mriva nič. Ja, mislim, dobro, sej pred mano je še moj tata in njegov brat, ne, ma... Ja, dobro. Ampak res, fuck! Kaj ni zanimivo to, ja. Pa vsi smo veš v starih cajtih, to so imeli kmetije, vsi so bili kmeti. Lepo zemljo, vse. To je zanimivo tako, ja, da pač vse se zgubi nekako. Pa pizda živijo, naša neka rodbina, pač vsi enako približno časa živijo, pa kaj je šlo vse? Ma to je res, dej. Ja, mislim, jaz vem, da do moje nonine generacije vem stvari in vem, kje so bajte in tako, ampak od moje none gor pa... Preveč otrok so delali. Sej ne vem, kje je. Jaz mislim, da je to fora, ker recimo moja nona, ne, še moja nona, tlema jih je bilo 10. Ona je bila 10 otrok. Oh, fuck. Ona je bila zadnja. Oh, fuck. Pol tako se ne veš, recimo, ena hiša gre na 10 delov, kaj dobiš, pizda? Vhodna vrata. Štalo. Ne, res je, to je, ker je toliko otrok bilo, zato se je to razporedilo vse, ne? Ja. To je caka. Torej, generational wealth pomeni 1 do 2 otroka. Ja kaj, če greš med 10 otrok, veš kaj mislim, nič ne ostane. Je tam to ja. Ali pa moraš biti ful bogat in med 10 otrok. Ja. Fuck. Zanimivo, ne? Ja. Ja, mislim, ja, dejansko. Je dobro, si tudi to, ne? Vi tleki imate toliko tega. Vi ste tudi 3, ne? Mi smo tudi 3, samo... To se lepo nasesekljalo. Je dobro, samo... Ta mali bo dobil največ, ki največ pomaga, Luka drugi in Jure kot te šiša. I don't care, honestly. Sej ni vse v temu. Ampak pač kaj le, ker bo, če bo. Ja, ne. Glede tega, kar najz, da sem edinček. Ja, mu se boš dobil, kaj ti neki, ja. Neki boš, ja. Mislim, ni da rabim, naj živijo čim dlje, ne, ma... Zdaj imamo to, ne? Ja, ti bo ostal v bloku. In to 2. V 2 blokih ti bo imel 2 stanovanja, vsako bloku eno. Ja, lepo, prosim. Blokar. V glavnem. Markovec King. V glavnem. 2 ljubice. 2 familije. Jo. Kaj, gremo mi na strašne zgodbe, Gremo Jure? na strašne zgodbe. No, jaz sem danes pripravil za nas in za vas 2 strašne zgodbe. Niso tako dolgi, so kratke, tako da so take poslušne. No in bom kar začel. Ajde, editor, zatemni zdaj zaslon. Narej tako scary, spooky. Oče leži v postelji, potem, ko se je pravkar zbudil. Vzame otroški monitor, tisti mali zvočnik, in gre do svoje mize v domači pisarni. Na otroškem monitorju ima svojo dojenčico in sliši ženo, kako ji poje. Nasmehne se, ko sliši ženo peti. Zaspi, zaspi. Ko nenadoma vhodna vrata zaškripnejo in njegova žena pride domov s polnimi rokami vrečk z živili. To je to. Tip nas res... Malo je scary.
Ni toliko. Crazy. Si predstavljaš? Si misliš, da ti ležiš tvojo pupo v postelji, se malo tako crtaste In pa prije tvoje punce in prije tvoja punca skozi vrata? Trojček? Delulo. 2 za ceno 1? Ena full scary zgodba dejansko, to mi je povedala moja punca. Da si kao začel včeraj po noči sredi noči smejati. Do? Jaz. Kao. V spanju. In me vprašala, čemu se smejiš, in jaz rečem ljubezni. Ok, to je scary. In pa je šla brat, da govori v spanju, kao da sem preveč pod stresom. To je low-key scary. Član, da te zbudi smeh po noči in tvoj partner še vedno spi. What the Neki fuck? cura je bila kao ono, dobro, kaj gleda TikTok, kao, ali kaj ne, jaz ono Član sem spal. spal. Jaz sem govoril v spanju. Dobro, imaš že kašno? No, ta je tudi zanimiva. Ta je taka. Ampak je zelo kratka. Ko sem bil otrok, sta mi starša vedno govorila, naj nikoli ne grem skozi kletna vrata. A nekega dne so ostala odprta. Le za drobec, kanček časa. Nisem se mogel zadržati, stekel sem skozi tista vrata in videl drevesa in rože in nebo. Same čudovite stvari. Član je bil zaprt. Član je bil zaprt. V kleti. V kleti. Ta je scary. Fuck. To? To so moje 2 zgodbice. Dobro, imam jaz eno daljšo za vas. To je tako, malo scary, strašno. Bil sem pri babici in ji pomagal premikati pohištvo. Postala je moja mati, potem ko je moja mama umrla, ko sem bil majhen. Po avtomobilski nesreči sem bival pri njej, saj me je negovala nazaj do zdravja. Zato sem se trudil, da ji olajšam vse fizične naloge, ker sem čutil, da je to najmanj, kar lahko naredim. Bilo je na podstrešju, ko sem po nesreči podrl škatlo. Škatla je bila polna kaset. Najstarejša je bila iz leta 1990. Ko si se ti rodil, Jure? 95. Na njih ni bilo napisanega nič drugega kot leto. Na podstrešju je bil tudi televizor, ker smo podstrešje uporabljali bolj kot delovno sobo, kot skladiščni prostor. Kaj? Ja. Odločil sem se, da predvajam najstarejšo kaseto. Pričakoval sem, da bom videl srečne spomine, domače videoposnetke, pokrajine, karkoli drugega kot to. Posnetek se začne z osebo, ki drži kamero in snema žensko, ki sama sedi za majhno mizo v kavarni. Bere. Kamera je bila približena njenim lasem, ki so sijali v svetlobi. Potem posnetek preskoči na novo okolje, ki izgleda kot središče Chicaga. Vidim hrbet iste ženske, ki hodi po ulici, ne da bi vedela, da ji nekdo sledi in da jo snema od zadaj. Nebo je temno sivo, vidim luči mimoidočih avtomobilov, ki se odbijajo od njenih sijočih čevljev. Kamera se drgne, objakno snemalca. Oseba je blizu nje, vendar dovolj daleč, da je jasno, da ni z njo. Očitno jo zalezuje. Prizor je trajal morda 5 minut, nato pa je preskočil na prizor, ker je ženska zdaj zavezana in zaprta v prtljažnik avtomobila. Bila je zavezana z lepilnim trakom in nesposobna govoriti. Slišal sem samo zvok močnega deževja, ki ga je spremljalo neko kričanje in jok. Njen pridušen paničen krik mi je zlomil srce. Moja hrbtenica se je zmrznila. Nisem mogel še bolj odpreti oči. Vsak trenutek bi se lahko posnetek spremenil v nekaj še bolj grozljivega, nekaj tako morbidnega, tako življenjsko spremijajočega. In nisem mogel narediti nič drugega, kot gledati v grozi. Videl sem črno rokavico, ki je udarala po pokrovu prtljažnika in ga zaprla, s čimer je ujela žensko v notranjosti.
Zdaj je bila očitno noč. Naslednji prizor preskoči na žensko, ki je zdaj pretepena in krvava, vezana na stol. Lokacija izgleda kot skladišče. Edina svetloba je prišla iz ene same fluorescentne žarnice nad žensko, ki je osvetljevala le luže rdeče krvi ob njenih nogah. Kamera je bila mirno postavljena, kot da je bila pritrjena na stojalo. Slišal sem stokanje nesrečne ženske pod trakom, ki je prekrival usta. Slišal sem tudi nekaj premikanj po betonu, kot da bo nekdo prilagajal svojo držo. Slišal sem kovinske zvokove, kot da nekdo pakuje ali razpakira orodje iz torbe. Zdaj mi je postalo slabo. Zalezovalec na to vstopi v okvir, pri čemer je viden samo njegov hrbet. Njegova glava je bila popolnoma prekrita z prevezo. V desni roki je nosil nož. Moje srce je popolnoma zastalo. Zalezovalec je dvignil njeno glavo, jo nagnil navzgor in ji začel rezati vrat od levega ušesa do desnega. Okay. Krčevito je poskušala preživeti, vendar brez uspeha. Nikoli v življenju nisem videl toliko krvi. Morilec nato sname masko in se zazre v kamero, se nasmehne in pokaže zobe. Film se nato nenadoma ustavi. Bil sem zmrznjen zaradi šoka, moja kri se je ustavila, moje telo je postalo skoraj truplo belo. Moja babica me je gledala. Tresla se je, poskušala me je potolažiti iz drugega konca sobe. Borila se je, da bi našla besede skozi reko solz, ki so ji tekle po obrazu. Rekla je, da ni želela, da bi me to spomnilo na to, kdo sem bil pred mojo nesrečo. Kakšno nesrečo? Ja, na začetku je rekel, on živi pri babici, ker je imel prometno nesrečo in ga ona zdravila, dokler pa si ni spet opomogel. In tip je v bistvu demorilec. Tip je demorilec, ne? Sploh ni imel prometne nesreče. Scary. Jaz lahko povem eno scary štorijo, ki se meni zgodila. Še zdaj ne vem, kaj je, nočem vedeti, kaj je, ampak prav se spomnim, v osnovni šoli sem treniral košarko. Moja osnovna šola je tako 5 minut od mojega bloka. Dobro, kaj spet prodajaš tvoje stanovanje, ali kaj? Ja. Ne, v glavnem, prav se spomnim, bilo je po zimi, tako da ko smo končali tipo 7-8 ura je bila že tema, je začelo deževati in jaz počasi, ponavadi sem šel z enim mojim šolcem domov in ti bi bil tako 3 glave več od mene, pač pošast. In meni je bilo frke, ker sem v družbi enega velikana, ne, noben nič. In jaz hodim po parkirišču od šole in grem mimo enih 2 full sketchy tipov. Res tako sketchy, še bolj sketchy, ko greš mimo 2 sketchy tipov po noči in se te sketchy tipi obrnejo za tabo. In tako, jaz sem bil sam, nikjer nobenga na ulici, tam je bilo, A ni bilo tega? dež je bil. Ne, on je uni dan lik zbolel. Aha. Ja, zaboravil reči. In jaz hodim in grem mimo njih in čutim, da me gledajo. Čutiš to, ja. Čutim in hodim in še vedno čutim. In samo nekaj čujem. Ej! Ti, ustavi se! In tako, jaz slučajno v unem momentu, to je bilo tako naključje, tako dvignem roko, da pogledam, koliko dežuje, če je res začelo štrcati. In kot jaz dvignem roko, oni se zadere za mano, ja ti, jaz se tako za sekundo obrnem, oni začel hoditi proti meni, jaz, kot ti rečem, da jaz sem bil v 3 milisekundah domačan, v 3 milisekundah obrnil se nisem in se rekel, noge, vse, kar imate, dajte krat 3. Spičkal sem domov in še do danes ne vem, kaj je hotel, zakaj je hotel. Lahko da je hotel ugrabiti. Čalan, jaz sem zginil in v unih letih jaz sem bil meter klinat, stari. Jaz sem spil, s sabo sem imel tudi žogo in mi je bilo, največ sem študiral
fuck, worst case scenario mu fuknem žogo v glavo, ampak če zdaj žogo vržem po tleh, bom lažje tekel, ampak ta žoga mi je ful všeč, fuck it, bom prilaufal žogo domov. In sem rešil mene in žogo. Tako da ta je bila moja najbolj, da mi je primlo za jajca, stari. Kaj sem jaz ne... Ja, jaz se spomnim, ni tako scary pač, ampak je bila fora, da sem šel sam zvečer sem šel v gost zjutraj, kao da bom neki slikaril, pač mi imamo gost za hišo doma. Ja. In jaz hodim po gozdu in kao da bom slikal neke rože, neka jutrna zarja ali kaj rosa. In kaj sem to? In pol, kar naenkrat se prikaže srna. Oh, cute. Jaz sem tako hitro spizdu, jaz sem se tako ustrašil te srne. Pač, jaz sem bil bled. Ona srna je prišla tako, razumeš, tle je bila. In jaz sem bil kar nekaj, da gledam srno. In ne vem, kdo se je bolj ustrašil, jaz sem srna. Se spizdu bi je takoj. Ampak ne, kaj bo še scary. Je bila pa zdaj scary, ki je en čas v Koranu bila ena ženska, ful čudna, neka govorila je tako, ko je hodila, govorila sama sabo in to. Može? In ti pa tako je gledala tebe in ti začela govoriti neke stvari. Randomly, razumeš, ful scary, ona ti pa kot da te bo uročila, ali kot neka čarovnica. Je prišla in zginila. Pač prišla je, tako je bila 3 tedne tam in govorila neke blodnje in pol je kar zginila. To je bilo tudi scary, ampak tako prav je bilo neprijetno in vsi so rekli. Tako je bila oblečena kot čarovnica in bila vreče je imela tako sabo. To je bilo tudi scary. Jaz se zdaj spomnim, enkrat je ena kolegica prispala pri meni in sem rekel v sredi noči, da gremo na eno višto. O menu ful dobro višto poznam. Kjer uri ste, da je bilo to? Da so kolegice spale pri tebi? Davnega leta, ko sem bil mlad. V glavnem, gremo mi na to višto ob 3 zjutraj. Ta višta je sredi gozda. Nikjer okoli nobenga. Nikjer. Mi ob 3 zjutraj hodimo in samo nekaj začujemo. Ok, what the fuck, zakaj se to zdaj srednji česar fucking sliši? Tako malo se ustavimo, če pogledamo in za rečenih 100-200 metrov vidimo, začne žaret oranžno. Ko da nekdo s fleksarco neki fleksa sredi gozda ob 3 fucking zjutraj. Mi smo tako fugali vija, stari. Zakaj niste še pogledali? Vsi smo bili, ko gremo pogledat in pol uni še enkrat. Aha, je v redu, dovolj, vem, sem videl, kar rabim, nasvidenje, čau. Scary. In v enem momentu prav sem bil, če zdaj kdo pride, jaz te pustim tle. Pač jaz bom spizdu, stari, what the fuck. Crazy. No, končali smo s strašnimi zgodbami, sedaj pa gremo na Matejo najljubši del, kar so vprašanja. Preden začnemo snemati podcast, damo na Instagram vprašanje, da nas kje praša ste in danes ste nas prašali. Anzalari, pumpkin spice kava, ja ne. Nisem še probal iskreno. Jaz tudi v lifeu ne. Gospodična jabolka, kdaj vas je bilo najbolj strah v življenju? Ja, ta z mojimi strici po Markovcu sredi noče, kar je med top 3. Jaz se ne spomnim. Nimam bilo nikoli spet, mislim, mogoče sem potlačil, ne spomnim se raz. Je bilo najbolj strah, ne vem. Da te res uno pripilo. Ne, sem se vedno bal kleti, pač, tam je. Ko sem bil otrok. Kjer? No, da je kje tam je, ne. Ok. Ja. Gombac _639, na ker faks bi šel, če ne bi šel na tega, ki greš. Ki smo šli po moje. Pravo, mi je zanimivo. Šel zgledati pravo. A? Pravo bi šel Ja, študirati. takrat sem razmišljal, da bi šel na pravo, ja. Ja, zanimivo mi je ful. Jaz bi šel na psihologijo. Ja, kar zanimivo, koliko ne vemo in ne poznamo svojega telesa in koliko lahko vplivamo na to. Okay. Miha El Ratar, Jure rišeš pure. Okay. In Jan Luiz, shoutout Barbarian Squad, kva ali kaj? 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 To je to za današnja vprašanja. No,
Hvala. Že ki smo omenili Barberijana, shout out za Barberijana, najboljši barber na obali, imamo masaže Anja, ki te super zmasira in še najboljši burger na obalu, El Toro Člani burger. Steakhouse. V glavnem, nekaj da razčistimo, ne. Barbarian Squad čalani delajo najjače frizure, ne. Rivani, zakaj imaš ti pol kapo? Ker danes se mogu se na hitro zrihtati nič skozi vrata, če ne pod kapo se nahaja en lep fejdič, lep čupca. Drugače ima middle part dejko. Ja, nimaš ga zdaj. Old money, no money, da reči old money, no money. Se ti vleče pajčevina za kapo. Povsod se vleče ta pajčevina. Danes nisi old money. Kaj je danes? Danes je normal money. Danes Dressing je by your- normalna plača money. Dobro, uživajte, smo na vezi. Hvala, ker ste bili z nami. Čau. Čau, či.